Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večerje zjutraj, dnevni informativni podcast, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je sreda, 4. februar 2026. Moje ime je Tjaša Gajšek. Bronastim hrvaškim rokometašem v Zagrebu pel kontroverzni Thompson, kako je Plenkovićeva vlada povozila zakone. Ogrevanje pred 25. zimskimi olimpijskimi igrami s posebno Večerovo olimpijsko prilogo. Kantavtor in vzgojitelj Tadej Vesenjak v rubriki Gremo na kafe o tem, zakaj se družba začne in sesuje v peskovniku. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. Pri naših južnih sosedih na Hrvaškem spet vre. Novo politično afero je znova zakuhal kontroverzni nacionalistični pevec Marko Perković Thompson, ki je pel na sprejemu hrvaških rokometašev, ki so na Evropskem prvenstvu osvojili bronasto medaljo. Zgodbo spremlja naš zunanje politični novinar Jon Knez. Jon, zdravo, kaj se je torej ponedeljek zgodilo v Zagrebu? Najprej povejva, videli smo torej, da je spet nastopil Thompson, predtem pa so torej ta sprejem rokometašev najprej želeli odpovedati. Zdravo, Tjaša, pogovarjava se o Hrvaški in če bi zdaj bil tu Thompson na mojem mestu, bi te pozdravil z hvaljen Isus i Marija. Šala na stran. Zgodilo se je pričakovano, čim se je omenilo, da bi lahko na sprejemu za rokometaše nastopil Thompson, je nekako bilo znano, kaj se lahko zgodi. Zgodba, v bistvu predzgodba je zelo dolga, ampak nimamo toliko časa, zato naj pojasnim na kratko. Torej, Thompson, kot si omenila, je kontroverzen nacionalistični pevec. Mestna oblast v hrvaški prestolnici Zagreb je pa leva. In Thompson je imel julija lani koncert na zagrebškem hipodromu, obiskalo ga je 500 000 ljudi in Thompsonova publika je prišla na koncert v ustaških simbolih, sklikali so ustaška gesla, ki so prepovedana, in nekaj teh sklik oziroma pozdrav je tudi v besedilih Thompsonovih pesmi. In če so mestne oblasti takrat tisti koncert pustile, je pa drugače bilo decembra, ko je Thompson spet imel koncert v Zagrebu, ampak tokrat v zagrebški areni, in je želel imeti ne enega, ampak mislim, da 2 ali celo 3 koncerte. Imel je enega, za ostala 2 oziroma enega, ne vem točno, pa mu oblasti niso izdale dovoljen, ker so uzakonile, da so ustaški simboli na področju, na javnih površinah mesta Zagreb prepovedani. In zdaj, ko so hrvaški rokometaši že drugo leto zapored osvojili na velikih prvenstvih so osvojili odličje, se je pač mesto Zagreb znova odločilo organizirati sprejem, ampak tokrat so želeli povabiti druge glasbene izvajalce, ki bi prav tako izvajali domoljubne, pa narekovaj, navijaške pesmi, ampak brez Marka Perkovića Thompsona. Na to so se oglasili rokometaši in so rekli, da če Thompsona sprejemu ne bo, tudi njih ne bo, in že v nedeljo zvečer in pa v ponedeljek zjutraj kazalo, da sprejema zaradi tega ne bo, ker so rokometaši vztrajali pri Thompsonu. Na to se je zgodil preobrat. Zdaj to zgodbo, o kateri si govoril, spremljajo velike besede, državni udar, protiustavnost. Zakaj torej v resnici gre, če še malo pojasniš? Ja, to so besede zagrebškega župana Tomislava Tomaševića in hrvaškega predsednika Zorana Milanovića. Gre za to, ker so za organizacijo dogodkov in za izdajo dovoljenj na javnih površinah mesta Zagreb zadolžene mestne oblasti. No, zgodilo se je to, da je potem, ko je bila znana informacija, da sprejema ne bo, se je vmešala vlada, hrvaška vlada, in sporočila, da organizacijo skupaj z rokometno zvezo prevzemajo oni in da Thompson bo nastopil. In tako je tudi bilo. Ampak, kot sem že omenil, torej, zagrebški župan trdi, da vlada, ki ne spomnim se bilo kakega dogodka, bodi si v Sloveniji, bodi si na Hrvaškem, ki bi ga organizirala vlada, zato ni imela ne pooblastil, ne dovoljenj, ne nič, in pa policija je dejansko občinskim komunalnim delavcem prepovedala delovanje, ko so že želeli pregledati dovoljena in jih odstranila iz območja.
In zato potem se je tudi oglasil hrvaški predsednik in v bistvu je nastala po domače povedano cela štala in še niti danes ni znano, kaj sploh je bilo prav, kaj ni bilo prav, ali je bilo pa dovoljenih ali ni bilo, ali je bla, bla, bla. Ampak v glavnem, na Hrvaškem to ni nič novega. Thompson je pač predmet v polarizacije Hrvaške na Hrvaškem in pač pa desnica ga podpira, levica mu nasprotuje in vlada je desna, mestna oblast je leva. Je pa tako, ne, vlada Andreja Plenkovića na čelu z največjo hrvaško desno stranko HDZ je v koaliciji s skrajno desnico. Skrajna desnica podpira in posluša Thompsona in tudi na nek način s tem ohranja HDZ na oblasti. Tako da, to je v bistvu vse, kar je treba v tej problematiki vedeti. Torej, kot si rekel, to, da Thompson polarizira Hrvaško, ni nič novega, tudi v Sloveniji je že dobro poznana figura, sploh, torej, če se spomnimo tega koncerta, o katerem smo tudi mi veliko pisali, pa vseeno, Jon, zakaj je torej Thompson tako kontroverzen? Ja, to je vprašanje, pri katerem bi se zdaj mogel vprašati, kje naj sploh začnem. Okay. Marko Perković Thompson je pevec, ki je zaslovel in tudi obogatel izključno na račun hrvaške osamosvojitvene vojne v 90-ih. On je leta 1991 izdal svojo prvo pesem z naslovom Hojna Čavoglave, ki govori o njegovi oblegani rojstni vasi, kjer je bil s svojimi sokompanjoni med vojno. In ta pesem se začne z ustaškim pozdravom, ki glasi Za dom spremni, kar pomeni v prevodu Za dom pripravljeni, ki so ga med drugo svetovno vojno uporabljali ustaši. In torej ta pozdrav je ekvivalenten nemškemu nacističnemu pozdravu, ki ga zdaj ne bom izgovoril. Za lažje razumevanje zgodovine, ustaški režim je bil med drugo svetovno vojno podaljšana roka nacistične Nemčije. Ustaši so izvajali genocid nad Judi, Romi, predvsem s sosednjimi Srbi, tudi Slovenci, svoje ozemlje pa razprodali oziroma kar podarili Italijanom. No, ta pozdrav Za dom spremni so potem v hrvaški vojni v 90-ih uporabljali nekatere enote hrvaške vojske. Thompson pa v svojih pesmih opeva tudi nekatera ozemlja tujih držav, ki po njegovem mnenju pripadajo Hrvaški. Zdaj, o Thompsonu se res zadnja leta, sploh zaradi tega koncerta na zagrebškem hipodromu veliko govori se, pa je, to moramo spomniti, pred leti je bil napovedan koncert Thompsona v Mariboru in potem je se prek civilnih iniciativ, medijev in pa določene politične opcije uspelo ta koncert preprečiti. Zgodba je, mislim, kar trajala nekaj let, ampak glavnem Thompson v Sloveniji ni nastopil, njegove koncerte so pa odpovedovali in prepovedovali tudi v tujini, Avstriji, Nemčiji, v Švici, pa še kje. Hvala, Jon, za ta pojasnila in še kratek zgodovinski pregled, ki se očitno pri Thompsonu vedno znova ponavlja in vedno znova vrača. 25. zimske olimpijske igre so tik pred vrati. Ne le v časovni dimenziji, potekale bodo namreč od 6. do 22. februarja, ampak tudi prostorski, saj bodo tekle praktično na našem dvorišču. Za ogrevanje, preden se zimski spektakel v Italiji tudi zares začne, smo Večeru priložili olimpijsko prilogo. Nika in Domen Prevc bosta osrednja slovenska aduta, izrazita favorita za zlato. Hkrati bosta zastavo noši na otvoritveni slovesnosti. Zakaj je zgodba sestre in brata, najboljših smučarskih skakalcev te zime, tako unikatna? Izveste v prilogi. No, zastavo noša mariborskega športa na igrah pa bo Ilka Štuhec, ki je rekla: pritiska v bistvu ne čutim, oziroma se sploh ne oziram na to. Si pa želim, da bi bili moji rezultati v navdih, nekaj pozitivnega, pravi specialistka za hitre discipline alpskega smučanja. Ko je Cortina zdaj že davnega leta 1956 prvič gostila olimpijske igre, je bila zraven tudi smučarska tekačica Amalija Belaj Arbajter. Danes se 90-letna Celjanka spominja pogovora z mamo, ki je takrat želela prepričati, naj namesto na igre raje gre na bratovo poroko. Kaka ohcet še bo, olimpijske igre pa so samo ene, je dejala.
Več olimpijskih zgodb najdete v prilogi v tiskanem večeru in na posebni olimpijski podstrani na naši spletni strani na večer.com. Tokratni gost rubrike Gremo na kafe je Tadej Vesenjak, Prlek, ki je v Mariboru doma. Najglasnejši Prlek med kantavtorji in najbolj prleški kantavtor med Prleki. Kar ni le fraza, ampak njegov način življenja, piše naša novinarka Barbara Bradač, ki je Tadeja Vesenjaka povabila na kavo. Takole je zapisala o njem. Tadej Vesenjak je direkten, ciničen, nežen, jezen, romantičen, otožen, kritičen. Tak, kot je življenje. Ko pa ne stoji na odru, je vzgojitelj v vrtcu Ivana Glinška, enota gledališka, tako imenovani Rdeči vrtec. In če mislite, da sta ti dve vlogi daleč narazen, počakajte. Vesenjak v skorajda istem stavku govori o špricarju, peristaltiki in tem, kako pomembna je vzgoja otrok do 7. leta. S prleško neposrednostjo je spregovoril o otrocih, o egoizmu, o koreninah. Kako je biti vzgojitelj v vrtcu in kako vidi svet odraslih in zakaj bi marsikdo dobil rumeni karton. Zakaj je prleščina zanj več kot narečje in kako humor uporablja kot orožje resnice. Pa tudi o tem, kaj si misli o Mariboru danes in zakaj ga primerja z Michaelom Jacksonom. Da bo ta kafe vsaj delno v prleščini, je bilo samoumevno. Nekaj narečja smo ohranili tudi v zapisu intervjuja. Vabljeni k branju. To je bil večerodnevni podcast Večer je zjutraj 4. februarja 2026. Z vami sem bila Tjaša Gajšek. Kakovostno novinarstvo lahko podprete, da se naročite na tiskani in spletni Večer. Postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti pogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.